Živijo, en lep dober dan vsem skupaj. Kot veste, v bistvu z kolegicami pripravljamo že kar drugi teden v polnem vsak večer poseben live na določeno temo, tako da sem tudi jaz zelo hvaležna za vse pretekle, za Tjašine dnevne rituale, potem zdaj sigurno bom še koga pozabila, za Linine kulinarične napotke, za Anitine res nore recepte in predvsem veliko število receptov, potem za Brigito in skrb zase, Anja živijo, Anja se bo z nami oglašala jutri, potem sigurno, koga sem še pozabila, v glavnem ogromno live posnetkov ste že dobili, za katere smo lahko vsi hvaležni, predvsem, da res vidite, kakšno širino nam daje doTERRA. Vsi tisti, ki že gledate, mogoče mi sam spustite en like, tako da vem, da vse štima, da vse lepo dela, da se sliši in da se vidi. Vem pa, da bom dobivala malo zamudo vse skupaj, tako da, če bom spustila kakšno od vaših vprašanj, se opravičujem. Vem pa, da so z nami tudi naše punce, tako da vam bodo lepo tudi že vmes javljale. Predvsem vse pomembno, kar vas bo zanimalo. Jaz vam bom pa na koncu tudi še pripela predvsem eno super e-knjigo, ki je doTERRA za nas pripravila, predvsem z področja kozmetike. In to je tudi tisto, o čemer bomo danes govorili. Dejansko vas spuščam v pogled, vam dajem v mojo kopalnico, tudi kaj je pomembno izven kopalnice, ko govorimo o našem največjem organu in kako skrbeti za njega, torej o koži. Predvsem pa, ko pridemo v kopalnico, kaj se najdete v naši kopalnici, tako da vsekakor se pravi, glavnina bo na negi obraza, se bomo pa tudi dotaknili sigurno tudi nege telesa. Pripravila sem pa za vas še nekaj takih, jaz rečem, sladic. Mogoče že marsikdo izmed vas izvaja aromatično oblačenje, še več vem, da vas izvaja suho krtačenje kože. Pa še pol nekaj variant, idej, kako lahko še sami doma kaj ustvarite. Vem, da vas je tukaj kar nekaj takih, ki imate samo za začetek, ali pa pač ste ravno začeli, imate doma osnovni paket, tako da tudi nekaj sem vam glede tega želela dati par napotkov. Predvsem pa se pravim, kar boste imeli vprašanj, dajte lepo spodaj, pa bomo sproti s puncami tudi vse lepo odgovarjali. Izven naše kopalnice, ko govorimo o koži, našem največjem organu, sigurno zelo pomembna ena stvar, da se dovolj hidriramo. Tudi krasen prispevek je že dala kolegica Maja Depečič o tem ravno, kako je treba piti modro, ko pride do vode, da ne samo, da pijemo dovolj, da pijemo tudi čez celoten dan in po požirkih. Tako da vsekakor najpomembnejša stvar, če želimo imeti zdrav izgled kože, da se vprašamo, ali lepo skrbimo za njega, ko ga prehranjujemo, ga dovolj hidriramo, ali se dovolj gibamo. Naslednja stvar vsekakor, če dobro spimo, lepotilni spanec ni kar tako izumljena fraza. In predvsem kot zadnja stvar vsekakor, da se lepo spopadamo s stresom. Jaz verjamem, da vsak izmed nas veliko lep zgleda, če ima dober dan. Predvsem pa tudi še zadnja stvar, toksini, ki se v našem okolju nahajajo, pa se lahko v zraku, lahko stvarmi, ki jih zaužijemo, lahko stvarmi, ki jih dajemo nase na kožo, pač lahko tudi seveda na dolgi rok koži škodujejo. Tako da vsekakor tudi zelo pomembna tema, ko pride do kože. Ena najpomembnejših stvari, ki nam, kot ste že po mojem vsakem live slišali, vsaka izmed nas omen, res super paket prehranskih dopolnil Life Long Vitality. Vsekakor med drugim ne daje samo ogromno energije in vsega, kar smo naštevali, ampak res tudi skrbi, oziroma kar poskrbi za zdrav izgled kože, ker pač poskrbi za notranje mikroprocese in za mikrohranila, ki pač te mikroprocese uravnavajo. Tako da vsekakor to tudi en napotek še izven kopalnice za eno super izgledajočo zdravo kožo. Potem včasih mi kdo izmed vas, ali pa pač tudi mojim kolegicam reče, da ima res izredne težave za kožo in pač kako bi si ta nelagodje omilil. In ponovadi se ve, da pridemo do osnovnih olj, pa si rečemo, pri takšnih težavah nelagodij si pomagamo s čajevcem, z frankincense, to se pravi kadilno vesvelje, kot tretje si pomagamo z recimo lahko še sivko iz osnovnih stvari, ampak vsekakor je fajn stvar začeti to uravnavati od znotraj. Tako da en taka fin kompletek, ki bo, upam, da kmalu dosegljiv zopet.
je sigurno ta, ki vam da GX Assist. To je en tak krasen podpornik zdravim čistilnim procesom, predvsem našega črevesja. In pa probiotični kompleks PB Assist, tudi z prebiotiki. To je tudi sigurno nekaj, kar res vsekakor priporočam, če kdo res pogosto omenja, da pač ima ne ravno zdrav izgled kože, tako da recimo vsekakor takrat ni pomembna samo nega in tiste osnove, ki smo jih našteli, ampak tudi kaj takšnega krasno pomaga pri takšnih stvarih. In seveda podpira tudi zdravo odzivnost imunskega sistema, ker v črevesju je res velika večina tudi tega tam doma. Še en izdelek, če imate mogoče nezdrav izgled kože, zaradi tega, ker vam pa še preveč sladko. Ena taka rešitev za odznotraj so krasne kapsule, sigurno jih že poznate, to so Slim & Sassy kapsule oziroma poznate tudi Smart & Sassy eterično olje. Tako to je tudi nekaj, kar vam lahko mogoče posredno pomaga, ker pač dejansko ob vsem ostalem tudi podpira naravne procese čiščenja, podpira zdravo odzivnost limfnega sistema, tudi naših rodil, kar se tiče skrbi za njih, krasna stvar in vsekakor priporočam, da če pač je težava tam, da si pač tudi s tem pomagate. Naslednja super stvar, če mogoče vaše telo vseeno ne dobi dovolj zdrave hrane, v smislu predvsem sveže zelenjave in sadja, imate tukaj le naravni kompleks encimov oziroma nič drugega, kakor posušeno in zdrobljeno, predvsem zelenjavo in nekaj sadja, ki vsebuje aktivne encime, ki so sicer v osnovi beljakovine. Tako da tudi to je ena super stvar, kjer ponovadi sicer ne vzamemo tega v roke zaradi tega, ampak pač posredno vsako pol reče, wow, ful imam lepšo kožo. Tako da to je tudi recimo še ena taka stvar, ki lahko pomaga. Potem, če je vzrok mogoče vseeno v tem, da mogoče naš hormonski sistem kljub osnovam vseeno ni čisto v zdravi odzivnosti, takrat pa imamo tudi tukaj le žensko linijo, fitoestrogen, zagotovo že večina vas pozna. In na koncu še nekaj, kar smo tudi zadnje dni, tedne omenjali, DDR, ki je kompleks za zdravo odzivnost na celični ravni. To je tudi lahko recimo ena taka notranja podpora, kjer lahko govorimo o zdravem izgledu kože. Ko pa pridemo v našo kopalnico, zdaj sem vas šele pripravila noter, prva stvar, ki jo imamo tam in ki verjamem, da je marsikdo od nas, ki je navdušen s nadotero že ima, je seveda difuzor. Tako da mi imamo difuzor tudi v kopalnici, predvsem nas ob jutrih pozdravlja s kakšnim citrusnim oljem, zvečer pa s kakšno sivko, serenity oziroma naša meni ima rada rimsko kamilico. Tako to je tudi ena od stvari, ki se mi zdi vsekakor, ko boste počasi poznavali olje in videli, kakšno širino uporabe ima, da si res tudi v kopalnico date difuzor, ker to vam lahko čisto obrne dan na boljši in ga super lahko začnete tudi na čustvenem področju in razpoloženju. Zdaj pa pridemo do jutranje rutine. Umivanje zob, mislim, da je Tjaša pa še parkrat sigurno omenjala On Guard kolekcijo in ustna voda in zobna pasta, tako da vsekakor naravna belilna zobna pasta brez fluora s kolekcijo On Guard in ta ustna voda, to je nekaj, kar sploh moškemu delu naše družine še bolj ne bi smel manjkati, kakor pač meni, jaz bi mogoče še zdržala, pa bi si kaj sama s tom pravila, ampak pač, če ni tega na zalogi, vsaj za 1 do 2 runde je pol vedno panika, tako pri nas to vedno imamo in to je pač nekaj, ker tudi pač moški tako vidijo učinki in jih prepriča in okus jim je fajn in pač če to v zadje daje, pač malo drugače narejena kot večina zobnih past. In zdaj pridemo do nege obraza. Eno stvar, ko sem si tlele za opomnik naredila, pa pozabila povedati na začetku, doTERRA pošilja normalno, če ne v bistvu kar hitrej. Veliko nas je let tale mesec že kar naročili in tudi dobili odpremne maile, tako da to je recimo eno od pogostih vprašanj, ki se tudi pojavlja. Tako, zdaj pa gremo na obrazno kozmetiko. Jaz sem tukaj pripravila kar tako po sklopih vse, kar imam. doTERRA je za nas uporabnike pripravila predvsem 3 kolekcije za nego obraza. In sicer imate dejansko prvo kolekcijo, ki se predvsem ukvarja z zdravim izgledom, bomo rekli bolj mladostniške, živahne kože. Potem druga kolekcija, Verage, je narejena z glavnim sporočilom, da je popolno naravna. Potem pa imamo tretjo kolekcijo, Skin Essentials, ki pa je bila praktično pred letom in pol prenovljena
in ima veliko naravnejših sestavin in se lahko kar postavlja v bok vrhunski kozmetiki. Mogoče sam za primerjavo, no, pač ena od mojih prijateljic, ki je res zelo navdušena uporabnica vrhunskih kozmetičnih linij, je to preizkusila in ni mogla verjeti, ker ni pričakovala tako močnega učinka, tako da je tudi, ko je pač vpričal mene to gor dala, pa še pol smo se čez par dni slišali, ker je pač testirala mi to, rekla, da ni mogla verjeti. No. Tako da glede na ceno, kakršno dejansko daje vseh 8 izdelkov, če vzamete paket, seveda lahko vse posamično kupite, dejansko dobite ogromno več, kot mogoče ste vajeni tega v obče. Tudi recimo za občutek kreme ali pa vlažilci, moisturizerji so tam malo čez 30 €, ne, kar vam da recimo kar lepo predstavo, da si predstavljate to, koliko cenovno pride. Vem, da vas ful že uporablja, napišite, kaj vam je spodaj, kaj kul. Jaz sem se želela dotakniti mogoče predvsem teh, rečemo, 4 faz, ki jih lahko pri negi obraza omenjamo. Pogosto pač, če vprašam nekoga, reče, da skoraj nič ne uporablja ali pa recimo uporablja vlažilno kremo ali pa pač vlažilc, vlažilni losjon. In se mi zdi, da velikokrat tudi pri malo starejši generaciji, pa ni nujno, zdaj pač tisti, ki seveda so sledili trendom, so tudi pač že te novosti sprejeli, se mi zdi, da dostikrat, če gremo po fazah, ne, pač čistilec, čistilni gel ali pena, pa potem druga faza tonik, vlažilni ponavadi, ampak bomo povedali še kaj več. Naslednja faza seveda je serum, naslednja krema in pol, če še zaključujete s kakšnim lip balmom oziroma z nečem, kar neguje vaše ustnice. Dejansko vsaka od teh faz ima res svoj namen in je ful fajn, mogoče, no, da o tem danes malo spregovorimo. Vem, da vas je nekaj ful domačih v obrazni negi, ampak vseeno se mi zdi, da je fajn slišati, no, ker se mi zdi, da marsikomu, ko vsaj na predavanjih razlagam, ali pa zdaj, ko imamo webinarje, ker smo se pač selili z delom veliko bolj na online, da velikokrat pač mislijo, da je tonik samo nekaj, s čemer si lahko umiješ kožo in da je to čist brez veze, ker boš rajši uporabil vodo, ne. Skratka, vsaka dobra nega, zdaj iščem vse, se prične z dobrim čiščenjem. Tako da 3 kolekcije smo omenjali, HD Clear, Verage in pa Skin Essentials. Skratka, jaz nimam čisto vseh izdelkov tukaj, tako da za čistilec kažem tukaj je Verageovga. Vsaka dobra nega obraza se vsekakor začne z dobrim čistilcem. Včasih so bili čistilci veliko bolj agresivni, to se sigurno še spomnite tisti, ki ste pač tudi, rečemo, najstništvo doživljali 20 let nazaj. In dejansko dostikrat pusti kožo suho ali pa kar malo poškodovano, da peče, da pač vleče, ne. In današnji čistilci pri doTERRA so res narejeni z mislijo, da so učinkoviti, ampak hkrati, da so nežni, ne. Tako da v bistvu, kar se tiče nege obraza, se mi zdi, ne glede na to, kakšen tip kože imate, da je super, da vsaj zjutraj, čeprav jaz sem vse mnenja, da je tudi fajn zvečer, zaradi vseh vplivov, ki jih lahko obraz sreča čez dan, da pač obraz dobro očistimo. Tale od Verage linije je v gelu, od HD Clear, ki ga nimam, je v penici, taki krasni, ki jo lahko tudi pol reciklirate za kakšno potovalno varianto mila za umivanje rok na peno. Potem je pa še tretji Skin Essentials, ki je pa kot en tak, jaz rečem, mus, tak ful puhasno. Tako da skoraj ne morete zgrešiti, če si vzamete od Skin Essentials čistilec. Drugače pa vsekakor, no, Verage je kar nekaj nas popolnoma očaral in v Sloveniji je že kar več kot 10 000 članov, tako da vsekakor nekaj, kar je testirano, tudi v slovenskem prostoru, pa vsekakor tudi širše. Potem naslednja faza je seveda tonik, kot smo ga omenjali. Tonika pri doTERRA sta 2. Verageov ena pršilko, Pore Reducing Toner, je od Skin Essentials. Jaz vam rada oba, s tem, da mogoče vas bo zanimalo, moja koža je mešana, tako da imam čisto vse, od suhe kože, od ekstremno masne kože, od en delček problematični del, imam pa pač čisto lepo, skratka, imam vse, kar hočete in kar nočete. Tako da vsekakor s testirano pač vam bom razlagala, iz svojih izkušenj bom pa ful vesela, no, če bodo punce tudi spodaj kaj komentirale. V glavnem, kar se tiče samega tonika, vsekakor v današnjem doTERRinem, kar ponuja tonikov, ni namen tonika to, da si boš z njim očistil vsa ličila, ne, in da bo to tista njegova glavna funkcija, ampak predvsem,
Gre za eno pomembno predfazo, ne, pa hkrati povezovalno fazo med čistilcem in med serumom oziroma potem zaključno kremo. Tako da, kar se tiče tega, ima ne samo funkcijo, da pač mogoče res kakšne zadnje delčke neodstranjene kože odstran, ali pa na drugi strani, da mogoče še delček nepočiščenega make-upa odstran, ampak predvsem res tudi navlaži kožo in jo pripravi predvsem za naslednjo fazo, in sicer to je serum. Serum, mogoče ena glavnih stvari, no, serum s prvimi osnovnimi olji, ki ga jaz ponovadi priporočam mojim sočlanom, je, da si za večerni serum v neko prazno stekleničko, samo da najdem, zdaj, tukaj na to varianto, da jo pač spraznijo, reciklirajo in gor naštimajo, bomo zdaj pokazala tole kapalko, to se pač lahko kupi, tako da pač odstranimo tisti pokrovček, vse lepo v kakšnem kopeli alkoholnega kisa, recimo to lepo čiste in pač tole gor navijete, da si naredijo za večerni serum, recimo v kakšni bazi jojobe ali argana, karkoli jim paše, kombinacijo osnovnih olj, kot sta limona in frankincense. Limona ima kot večina citrusov zelo čistilne vrednosti, frankincense pa izredno negovalne tudi na celični ravni. Tako da krasna kombinacija, ki se mi zdi, da popolnoma vsakemu tipu kože zelo paše, in to recimo ponovadi, vsaj pri mojih sočlanih, prva izkušnja neke nege obraza. Ne? Kar se tiče tistih serumov, ki jih ponuja doTERRA, zdaj pokažem, da najdem. Od Skin Essentials je Tightening Serum, je tak, bom rekla, za bolj napeto kožo. Fantastično, res se nanaša, tak zelo prijeten je, ful je lahek. Potem imate pa veražovega, ki je malo bolj, bom rekla, krepak, je tudi v jojobi in še nekaj drugih baznih oljih noter, ampak ima pa mešanico Ex Immortelle oziroma Salubel tudi dodano. Ne? Ta je sicer na pumpico, ta pa pač na tako izbrizganje. Ne? Tako da recimo velikokrat, če bi me vprašali, kateri bo sigurno pasal na vsako kožo, bi sigurno rekla tega, medtem ko veražov je izredno negovan. In to v bistvu je tudi glavni namen seruma, da res da tiste učinkovine, ki jih želimo pri naši koži poudariti, da tudi mogoče olepša izgled kože, deluje kanček pomlajevalno, se v bistvu to tudi dejansko piše, oziroma ta je hidratantni, ta je pa v bistvu za smooth, to se pravi mehkejšo kožo in v bistvu tak lepši izgled. Ne? Tako da pač to je recimo, kar se tiče seruma. Serum in vse, kar omenjam, nanašamo vedno od vratu navzgor in v bistvu nežno masiramo. Za serumom pride čas, ko lahko še uporabite nekaj, kar vam lahko korigira nekaj, kar ne želite ravno toliko pri sebi. doTERRA je zato pri Skin Essentials pripravila recimo za tiste, ki imate različen ten kože, svetlilec, ki je res super formuliran, tudi z brinovimi jagodami, eteričnim oljem. Ima zelo zanimivo, pač takole boste videli, tle se spodaj gor pritisne in v bistvu v to skodelico dobite, ki je nanašalna, pač tisti del premažete, ker pač želite mogoče izrazitejši pigment, pač negovati oziroma pač pomagati, da dobi čim bolj enak ton, pač ostalemu delu kože. Druga stvar, ki je recimo za serumom, to se pravi, če želite olepšati, je odlična stvar anti-aging eye cream z modrim vratičem. Fantastična stvar tudi z izredno dobrim aplikatorjem, namreč takole stisnete, če se bo tole videli, ja. In dejansko ven dobite pač nanašalni del, to bom jaz zvečer uporabila. In to lepo masirate s kroglico, ki je noter, taka kovinska, lepo hladilna, zvečer ali pa zjutraj sploh tudi pač en sekundarni učinek je, da malo bolj izrazitih podočnjakih lepo ublaži. Zdaj, ko govorimo o nanašanju seruma, zdaj sem si to tako nastavila, da upam, da bom se našla. Jaz izredno rada uporabljam še valjček iz žada, sigurno ga že poznate, oziroma zelo, zelo rada uporabljam tukaj eno japonsko tehniko. Zdaj, če bo tole se pokazali, valjčka, zeliščnih palčk, samo da pokažem, take palčke so. Pač to je tak, nima tega doTERRA, no, ampak pač se mi zdi ful dobra stvar. Skratka, prižgano palčko z nežno grenjenim učinkom potem povaljam po obrazu, skratka, da še povečam učinek samega seruma, že veliko naredite, pa če to storite samim palčkom, ne.
Enako velja tudi za okrog oči, če imate zelo zabuhlega, date lahko v hladilnik zvečer, pa potem pač zjutraj to naredite. Čeprav načeloma je fajn pri zabuhlih očeh vzrok iskati, tako da velikokrat pomaga že primerno pitje vode čez dan oziroma še podpora kje drugje. Naslednja stvar seveda je zaključna nega, kreme in vlažilci. Tukaj imam 3 od 4 izdelkov, ki jih doTERRA ponudba. Eno je hidratantna krema od Essential Skincare. S to ne morete zgrešiti. Drugo je Veraž krema, v katero smo pač tudi praktično vse zaljubljene z učinkom. Je sicer malo lahkotnejša kot hidratantna krema, ampak krasna, ker popolnoma naravno pride. Potem zelo naravna je tudi HD Clear, ta je pa za tisto, bomo rekli, bolj živahno kožo, pa ni nujno da najstniško. Tako da manjka mi samo od Essential Skincare Moisturizer, ki je tudi, ima tak mal anti-aging efekt. Tako da recimo krasne so te stvari, ker hkrati serum ne bi imel tazga učinka, če ga ne bi zaključevali s tem, ker marsikdo pač nanese serum in prav noč, meni se zdi, da je že koža dovolj dobesedno obtežena, da je to, ampak velikokrat pol vidiš, da dejansko, oziroma tudi, kar ješ malo brat, da rabimo zaključni del predvsem zato, ker krema doda še tisto serumo, kar serum ni zmogel in predvsem naredi en tak krasen zaščitni del, ki nas lahko popelje čez vse vplive vremenske in tako čez dan. Tako da se mi vseeno zdi zelo pomembna informacija na dan za poudariti, da ja, zaključni del vsekakor po serumu tudi rabimo. Ko seruma nimaš ali pa dejansko želiš res najboljšo možno nego, lahko namesto seruma uporabiš seveda Jareupom. Gre za Arman v baznem olju semen granatnega jabolka. Sem ga zelo zaprla, ki je take krasne modre barve. Zdaj mislim, da ste ga že večinoma videli. Ta steklenička je že prazna in smo že drugo gor v uporabi. S tem, da jaz zdaj trenutno za serum uporabljam tudi dvoje. To se pravi, tukaj je že bazno olje in dejansko dodam kapljico tega v dlan, okrog porolam z Salobel, Blushing Immortelle in si to nanesem prav v fazi kot serum na obraz. Koža je res taka, tako, mislim, ful pomlajena. Govorimo vedno o nekem siju, ki pol misliš, da je to masten si, pa ni, v bistvu res gleda izredno mladostna. Von je mal poseben, če vas moti in želite vseeno še poudariti učinek, mu lahko v večernem delu dodate kakšno bergamotko, ni pa recimo bergamotka priporočena za zjutraj pa poletne sonce, no? Tako da to je tudi ena še taka stvar. Kaj enkrat tedensko lahko za kožo naredimo? Lahko naredimo močnejši peeling, lahko jo pa razstrupimo. Ne delati tega v istem dnevu. Moj napotek preizkušen. Ampak, če rabite en tak lahkoten peeling na vsakodnevni ravni, če imate malo bolj burno kožo, ki vam več sebe ima, pač skratka se vam bolj masti, je tukaj le poživljajoči skrab, ki ga lahko na dnevni ravni uporabite, ker je ful lahek. Imate pa na drugi strani krasen kompleks oziroma facial system Reveal, ki je v 2 fazah. Pomembna informacija, ki se mi zdi, da jo dostikrat punce spregledajo, da daš gor najprej peeling, si ga masiraš in potem ga ne spiraš, ampak čez peptidni aktivator dejansko naneseš in to ni nekaj, kar ti res naredi noro, tako kot da bi ti nekdo ščetko kožo, ne, in pa če res čist gladka, poglejena, nobenih, rekla, kančkov odmrle kože ni več gor, res fantastična stvar, sploh če se vam tako kam meni pozna v tistih dneh meseca, se pač meni res to še bolj pojavi, absolutno moram takrat to narediti in pol sem čist lepša. Mislim, tako res ful vidiš sam nov tip in vse hkrati se tudi vse nepravilnosti kar tako malo izgledijo. No? Tako da vsekakor sekundarni efekt tega oziroma tudi dejanski namen tega super Reveal sistema. Tako da če imate sem kremo doTERRA, bi jaz rekla, drugi nakup bi moral biti tole. Hkrati, kot rečeno, v istem dnevu ne smete, ampak lahko pa naredite blatno masko, sploh če ste ena izmed tistih, ki pogosto nosite make-up ali pa pač ste izpostavljeni vplivom okolja, ki vam kar precej toksinov na kožo prenesejo, ali pa uporabite make-up, ki ni naraven, ker dostikrat, če je naraven, ni toliko, kako naj rečem, učinkovit, tako da marsikera vseeno še pristaja na klasično kozmetiko. In to se mi zdi super, da poskrbimo za najbolj izpostavljen del naše kože in da enkrat na teden mu res naredimo razstrupljevalno masko, ki se pa lahko uporablja tudi pri težavah, recimo v podpazduhah, če smo malo bolj nagnjeni k temu, da pač se več potimo.
je super mogoče čistko za eno odganjanje vonjav oziroma v dneve, ko se ne počutimo ravno najboljš, pa kar čutimo, da bomo mogli malo odležati, takrat si lahko kot eno tako podporo zraven še OnGuarda in DDR-a pač naredimo eno blatno masko na podplate, no? Tako da kot zanimivost. Če imamo nepravilnosti na koži, ki so pač težave in stvari, ki jih pa lih nočemo tam imeti čim dlje, je pa super kremca za eno tako hitro pomoč na koži Correctix. Correctix dejansko, mislim, to je fantastična zadeva že od tega, ko imaš dojenčke naprej, pa tudi nasplošno za nas, za ženske, za moške, karkoli se lahko kot težava ali nelagodje pripeti na koži, lahko skombinirate. No? Tako da to se mi zdi tudi ena pomembna stvar. Zdaj smo šli res ful na širino, kar se tiče obrazne nege, kar se tiče ostalega, bom vseeno mogoče malo bolj namige dajala, pa pol vam kot obljubljeno nalepla linke gor. Sprašvali ste me tudi nekateri na zasebno sporočilo že prej, Maja, katera olja so fajn za nego, katera so fajn za ob težavah, katera so fajn za čiščenje kože, in v bistvu, ja, s tem ste tudi že povprašali po vseh teh stvarih, ki jih lahko eterične olje dajo. Če imate osnovna olja, res lahko uporabite v svoji večerni kremi, preden si kaj od dotere vzamete kapljico Frankija, boste res po parih dneh že videli ful razlike. Lahko pa uporabljate tudi druga lesna olja, recimo miro, cedro, sandalovino, potem krasne cvetnice, kot so geranija, ilang, ne smem pozabiti, ne, še tlele sem si prav naštimala, pa zdaj jih dobimo res v ta Precious Florals na voljo. Cvetnice, kot so vrtnica, magnolija, jasmin, neroli. Jaz sem tudi, ne vem, če kjera že uporabljala, tudi že kar klerikalm, ker ima dejansko notor vsebovana olja, ki so lahko zelo fajn ob tistih dnevih mesecih, ko pač meni koža malo bolj zacveti. Tako da tudi v tak namen lahko kot pač pod kremo uporabljam pa s kremo. Od osnovnih olj za pomirjajoče negovalne učinke vsekakor je fajn dodajati v losjone ali pa kreme sivko. Za čistilne namene pa ob nelagodjih na koži čajevec. Če želite kakšen peeling narediti, je super limona v večernem času, skratka ne greste pol na sonce. Z osnovnih olj gledam, kaj še. Jaz si včasih res kar po letu vseeno malo dodajam poprove mete za hladilni učinek, no. Tako da mi ful paše zjutraj, sploh če so res tista ful vroča jutra, ker že zjutraj 32 stopinj, ko bi res nareč, ne vem, če bi imel morje pred nosom, ne van ga skočil, skratka ena taka stvar. Za čistilni učinek sem vam pripravila par olj, ki jih lahko dodajate ali svojemu doma narejenemu toniku, kremi ali karkoli, pa en tak tudi super učinek ima evkaliptus in pa sibirska jelka. Pol pa praktično vsi citrusi, vse kot rečeno, pač tle edin na fotosenzibilnost paste, katera olja sem še tle dala, pa jih ne smem pozabiti. Za nelagodja na koži kot posamična olja se odlično obnesejo tudi pri tamalih. Rimska kamilica, brinove jagode, sicer odličen podpornik zdravi odzivnosti tudi pri mehurju, muškatna kadulja, ki jo poznamo kot glavno sestavino v klerikalmu, tako da vemo, kaj podpira, laški smil, takrat, ko je bilo tudi možno ga tako dobiti, se mi zdi super, recimo tudi za nelagodja pri ušesih, zdaj ful dostikrat meni pride prav ta starejši, da okrog namaževa, ker pač to bolj njena šibka točka, pa kopaiba. No, vsekakor pač kopaiba je tudi recimo eno odlično olje, ko pride do kože. Kaj imam še tle? Še enega sem pozabila. Ja, seveda. Modri vratič, ki je res popolnoma moder, tako da zdaj upam, da mi tle lahko pokazala. Tako kar manj se šavazolen v procesu destilacije pri njem sprosti, tako da je že kar skoraj črna, se vidite. Se pol, ko razmažeš, z losjonom pač tega ni. Prej so Štefko, članica, pa prijateljica tudi govorila, rekla, sem se bala, da pol cela modra, kam kremo delala iz Armana, se rekla, ne, se to se pol čisto lepo razmaže. Tako da recimo super z kar mal, bom rekla, blažilnimi, močnimi blažilnimi lastnostmi sta pač ta dva. Nega za kožo telesa, oziroma tako, tukaj stvari je. Krasna je seveda spa linija, ki ima kar nekaj izdelkov. Jaz mislim, da recimo, če rabiš neki, poleg hidratantne kreme, pa prva stvar, ki bi rad kupil, oziroma moraš kupiti, je replenishing body butter. Jaz ga dostikrat vidim, da ljudem tudi ful pomaga pri nelagodjih na koži, tako da še ena taka stvar. Potem super mi je tale neutralen losjon, ki ga napolnim pač s tistim, kar želim s tako brizgalko.
tako da pač olje izpumpam s tem, pa potem čez to luknjico not obrizgam. Predvsem v tem času, ko mi ful pomaga, no, imamo par punc na svoj izziv, Smart & Sassy olje. Potem, če bi si sami želeli peeling delati z osnovnim oljem, lahko delate s sladkorjem, drugače pa fantastičen je tale scrub, ko bi ga človek pojedel, to odpreš, diši res en orchard, to se pravi en nasad citrusov, res tako ful je fajn. Potem deodorant pa če bo zdaj na voljo, ampak če ga nimate, jaz si ga delam, recikliram v takem, sicer na bazi malo sode bikarbone, aloe vere, prekuhane vode in eteričnimi olji, tako taki tekoči rolon obliki. Potem pa je odlično tudi spa milo za telo, ne smemo pozabiti na vso kolekcijo, ki je za lase. Super je, ker pač stvar je samo ena, tudi za 100 let ga imate, ne bi si mislili, koliko cajta lahko en tak šampon v 4-članski družini zdrži. Predvsem pa res ga vsi uporabljamo in tudi tole, da ne govorim balzam, ki je odličen tudi, če si boste rabili na hitrke pobrit, pa nimate brilnega gela, tako da fantastična stvar za sekundarno uporabo. Potem losjončki za roke, vrtnica in citrus bliss. Pa še da pogledam, kaj sem pozabila. Pač tole je tudi ena stvar, ki je res, dokler ne probaš, sploh ne moreš verjeti. Serum od konic do lasišča. To je, mislim, po mojem kar tako med top izdelki, če bi jih top 10 mogla našteti pri doTERRA, kar se osebne nege tiče. Nanesemo lahko na konice ali pa takoj, ko ste se umili lase v mokro lasišče, ne masti in res ful neguje, ker ste me punce prej spraševali, mislim, da o negovalnih vrednostih, kako bi si pri različnih težavah na lasišču pomagali, no to je odgovor na vsa tista vaša vprašanja, ki ste mi jih postavili. Pol pridemo do aromatičnega oblačenja. Aromatično oblačenje je en izdelek, imamo kaj že prav narejen na to. Vižo, aromatično oblačenje ni nič drugega kot res gojenje zadovoljstva do lastnega telesa, sploh kar nas nosi čez celo življenje in eno samo je. In včasih nismo čisto sploh ženske, govorim, zadovoljne z njegovimi oblikami, tako da to se mi zdi super način, ko afirmacije in masažo pač povežemo, masažo telesa. Tako da malo si več o tem pogledajte. Če tega nimate doma, to je Beautiful Mist, ki diši, kot da bi bil en rajski prostor, rajski vrt stopli. Si lahko zmešate v skodelici malo baznega olja, za bazno olje, samo da ga najdem, nekaj sem ga dala, uporabite lahko frakcionirano kokosovo olje. Dodate lahko noter vaša najljubša eterična olja, če nimate drugega, uporabite res nekaj ženskega, je to Whisper, par kapljic. Lahko karkoli drugega, še gledam, kaj imam tukaj, seveda Citrus Bloom, je tudi ena fantastična stvar, ki ful lepo paše v aromatično masažo. No in zdaj smo pa že pri suhem krtačenju, to je še ena stvar, ki sem hotela omeniti. Če še ne delate tega, res preberite si, to je tako pocen, krtača je pocen stvar, vzamete zjutraj 2 minute, da pa toliko veliko v smislu energije, podpira zdravo odzivnost limfe, mislim, en kup stvari stimulira tudi prebavni del, ker se pač tudi tam poščetkaš, ni nič grobega, čeprav mogoče se sliši tako, če tega še ne delate, to je nekaj res, ki vam čisto spremeni pogled na vse skupaj. Tam jaz ful rada uporabljam zraven Zendokrin, čistilno mešanico, da še malo povečam učinek. Pol po njem, ko se stuširam, si pomasiram, tako kot sem že prej rekla, losjon, neutralen z Smart & Sassy. Tako da res fantastična stvar. Če si delate to na obrazu, si vzamete manjšo ščetkico. Jaz imam to drugače, mogoče kot ritualček moj, enkrat na teden si tudi s tole spužvo, korejsko, naredim en tak peeling. Vsake toliko časa jo pol v slani kopeli prečistim. V bistvu sem prej uporabljala grške, ko sem še precej časa bivala v Grčiji, tako sem se tega kar navadila že 15 let nazaj. In sem zdaj ful vesela, da se da dobiti tudi tako ful lepo oblikovane korejske spužvice. Gledam, če sem še kaj pozabila, ne, to je to. Zdaj smo pa pri naredi samih stvarih. Dve eterični olji, ki sta super podpora pri težavah z lasiščem. Dobro jih rečete, ker sta malo močnejša. Rožmarin pa timijan, ko govorimo o posamičnih oljih. To je bila še stvar, ki sem jo želela povedati. Če delate karkoli sami, rabite kaj dosti v kopalnici za nego telesa, rabite bazno olje, ki smo ga že omenili, frakcionirano kokosovo olje, rabite aloe vera gel, s tem tudi jaz delam deodorant, soda bikarbona. Lahko vzamete, kar imate, zdaj, ko smo doma, imamo veliko več zoca, bi rekel od kafeta, pa če imam to iz kafetjere, iz tega lahko super peeling naredite, ali pa za osnovo vzamete cukor.
sladkor ali pa sol. Oziroma super so tudi kopeli soli, v katere lahko že prej naštimate pač eterična olja. In dejansko se ta ista lahko, pač ker ima taka eterična olja, ki so za uživanje, uporablja tudi v kuhinji. To je super način, kako po malem dozirati eterična olja, tako da pač ni fajn, ne? Da greš lahko nekaj jest, pa se pa še s tem mažeš, tako zelo res lepo ajurvedsko načelo. Jaz si tudi včasih naredim v poletnem času zelo rada z destilirano vodo, pa eteričnimi olji, pa pol pred uporabo pretresam en tak sprej, mist za telo, sploh po kakšnem sončenju, s kakšno sivko, pa popravo meto ali pa s pervincem, da me hladi. Kaj sem še hotela reči? Deodorant, hitra rešitev je, če nimate, da si pač namažete Balance, ki je že rečen, pa res tudi taka olja vsebuje, da je zato fajn. Krasno je tudi v bistvu, ko lahko sami delate mila. Mi smo to zdaj s puncama ustvarjali, tako da res, mislim, malo morje idej, no. Skratka, jaz upam, da sem vam v tem, seveda dobrih pol ure, sem si kar mislila, podala par idej. Vesela bom, če boste imeli še kakršnakoli vprašanja. Zdaj ne vem, a slučajno tudi meni nagaja, da mi ne kaže, oziroma da ni možno komentirati. Tako da, mogoče je res nova nastavitev tega Facebook live-a. Skratka, ko se pougasem in ko shranim, če niste mogli prej pisati, si napišite oziroma spišite spodaj vsa vprašanja. Predvsem pa izkoristite zdaj še tale sonček, mislim, da je kar po celi Sloveniji. Pred vikendom smo že skoraj. Tako da fajn bodite, zdravi bodite, skrbite zase, za zdrave dnevne osnove, pa za svoje čustva. Tam je kar velik sedež našega zdravja. Hvala vam, fajn bodite, čau, čau!